ljudmi na poti spoznavamo svet. Spoznavamo svet. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji z ljudmi na poti gostimo magistro Marijo Leskovec, laiško misijonarko, ki je uresničitev svojega prostovoljstva našla v pomoči potrebnim v Indiji, kamor je prvič odšla že leta 1995. V to poslanstvo jo je vpeljal misijonski krožek na ljubljanski teološki fakulteti. Pridobljeno znanje in izkušnje pa je pozneje bila vedno pripravljena deliti z mladimi. Marija Leskovec, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Prva pot vas je leta 1995 vodila v Indijo, kjer ste preživeli leto dni, pomagali v različnih misijonih in krajih. Kje in kaj konkretno ste počeli? Ja, po končanem študiju sem res odšla za leto dni kot laiška misijonarka v Indijo. In misijonarke Jezusa Kristusa so bile tiste sestre, ki so uredile bivanje in delo. Jaz pa sem poskrbela za letalsko karto in pa žepnino. Potem sem pa 2 meseca pomagala v Mumbaju, v centru za invalidne ljudi z okupacijsko delovno terapijo. Potem pa me je vodila pot na podeželski misijon v Bihar, kjer so sestre vodile lokalno ambulanto za tuberkulozne bolnike. Pomagala sem torej v tej ambulanti. Potem mesec maj sem v celoti preživela v Kolkati, to je zahodna Bengalija, in pomagala kot prostovoljka v skupnosti Barka, kjer smo skrbeli za odrasle osebe s posebnimi potrebami. Osebno sem se srečala tudi s sveto mati Terezijo in slovenskim misijonarjem patrom Jožetom Cukaletom, našim slovenskim rojakom, ki me je pri svojih 80 letih vodil po Kalkuti. Od junija do decembra sem delovala kot pedagog v šolskem centru v podeželju v vasici Mendal, na zahodnem delu severovzhodne državice Megalaja. V vasici Mendal, ki je bila obdana z riževimi polji, sem dopoldne razgibavala ljudi po vaseh, po možganski kapi in z artritisom, popoldne pa bila z dekleti v internatu. Pozneje ste pomagali tudi v centru za gluhoslepe otroke, sledili so še drugi projekti. Kaj vas je gnalo naprej? Predvidevam, da takšno delo ni enostavno. Po vrnitvi iz Indije sem pri podelitvi moje misijonske izkušnje navdušila mnoge mlade, ki so se mi želeli pridružiti. Do danes sem obiskala Indijo že 16-krat, od tega pa se je zvrstilo že več kot 100 mladih, ki so pomagali na misijonih v severovzhodnem delu Indije in kjer je deloval slovenski misijonar Pavel Bernik, salezijanec, katerega letos tudi obhajamo 25 let od njegove smrti. Tudi tega misijonarja sem osebno srečala in obiskala leta 1995 v prepovedanem Nagalandu. Na severovzhodnem delu Indije smo več let pomagali v zavodu Betanja, v glavnem mestu državice Megalaja, to je glavno mesto Šilon, v centru za otroke s posebnimi potrebami, slepi, gluhi in drugače ovirani. Otroci so prihajali iz zelo revnih družin in če ne bi prišli v to šolo, sploh ne bi mogli dokončati šolanja. Otroci so nam večkrat rekli, da nimajo ničesar, kaj bi nam lahko dali, razen da nam dajo svojo ljubezen. Bili so res hvaležni za vsako malenkost. Veselili so se z nami in na ta način smo v bistvu se veliko naučili od njih, te njihove preprostosti. Bilo je res veliko skupnega veselja z otroki tam, zaposlenimi in našimi prostovoljci. Kasneje nas je megalajski nadškof, to je bil Dominik Džala, ki je sicer že pokojni, povezal s prvo domačo kongregacijo misijonskih sester Marije Pomočnice kristjanov, ki vodijo podeželske misijone za najbolj revne otroke, mlade in ženske. Tam smo res vedno pomagali kot pedagogi, zdravstveni delavci, tehnično osebje, preprosto tam, kjer je bilo najbolj potrebno. Pomagali smo dopoldne po šolah, popoldne pa v internatih, dispanzerjih, obiskovali ljudi po vaseh in podobno. Povsod smo doživeli veliko veselja in dobre volje z obeh strani, od gostiteljev, pa tudi in mi kot gostje, preprosta gesta medčloveške solidarnosti. Zdaj delo misijonarjev je utemeljeno na pomoči in širjenju Jezusovega sporočila, pri laiških misijonarjih pa v ta prostor še bolj vstopi tudi prostovoljstvo. Kako vi doživljate to poslanstvo? Biti božji prostovoljec je res velik privilegij. Tega se morda še bolj zavedam danes, ko ni več samo po sebi umevno, da človek sploh lahko dobi vizo za Indijo. Vse je en velik božji dar in resnično velik privilegij, da lahko delček svojega zemeljskega romanja preživimo z najbolj ubogimi v državah z ekonomsko manj razvitostjo. Kot katoličani pripadamo univerzalni cerkvi in kjerkoli se znajdemo, se lahko počutimo resnično kot doma, kot bratje in sestre v Kristusu. In morda so prav gorska plemena na severovzhodnem delu Indije lahko velik zgled prav v tem poslanstvu,
ki so ga znali živeti že prvi kristjani in smo ga na Zahodu že skoraj pozabili. Pridobljeno znanje in izkušnje ste prenašali na mlade, skozi leta se je povečevalo tako število prostovoljcev kot koordinatorjev, ki so se vključevali v misijonske tabore. Zakaj so pomembni in kaj dajo udeležencem, pa tudi prebivalcem države, kjer potekajo? Ja, enoletna misijonska izkušnja v Indiji je pripomogla k temu, da je vsako leto vedno več mladih želelo izkusiti misijonsko prostovoljstvo na različnih koncih sveta, predvsem tam, kjer so delovali naši slovenski misijonarji. Tako v letu 2000 se je misijonsko prostovoljstvo poimenovalo program POTA. Kot primer naj navedem, da je v letu 2008 sodelovalo v programu že 108 prostovoljcev, od tega 18 koordinatorjev in 90 prostovoljcev. Vključenih pa je bilo kar 9 držav oziroma posameznih projektov. Recimo za lažjo predstavo lahko navedem, kjer države so bile vključene: Albanija, Brazilija, Gvajana, to je Južna Amerika, Indija, Južna Afriška republika, Madagaskar, Romunija, Ukrajina in Romi v Sloveniji. In za vsako državo sta bila koordinator posameznega projekta in en pomočnik. Za mlade so to nepozabne življenjske izkušnje, ki ostanejo za večnost. Preživeti del svojega mladega življenja, ko ima mlad človek še zdravja in energije ter podarjene talente, lahko podeli z najbolj ubogimi in zavrženimi, nad katerimi se je vedno sklanjal sam Jezus, naš odrešenik in osvoboditelj vseh pogledih našega življenja. Nekateri prostovoljci so se po tej misijonski prostovoljski izkušnji vrnili nazaj v misijone, že kot zakonski pari, vedno bolj pa obstaja tudi nov trend, da se kar celotne številčne družine odločajo za tako vrsto misijonskega delovanja. Ko nas Bog navdihne, se mi zdi, da ne smemo čakati, vendar moramo odgovoriti na njegovo povabilo, ki se skriva v najmanjših in najbolj ubogih. Biti Jezusov pričevalec tam, kjer nas pokliče njegova ljubezen. Naši gostitelji pa so vedno izražali veliko hvaležnost, da smo jim priskočili na pomoč s tem, kar smo in kar nam je bilo podarjeno od zgoraj, kakor tudi materialno. Ja, čeprav ste največ svoje pozornosti usmerili v Indijo, so omenjeni tabori potekali tudi v Turčiji, Bolgariji, na Poljskem, nekaterih drugih državah, ki ste jih že omenili. Kako je prišlo do tega? Ja, na posameznem misijone smo odhajali tudi na povabilo naših slovenskih misionarjev ali pa na potrebe, ki so jih izrazile tudi druge redovne ustanove širom po svetu. Vedno smo imeli v mislih, da bomo mogli poleg posebnega poslanstva posameznega tabora tudi priložnost, to se pravi dajati duhovnemu življenju, torej ora et labora, mori in delaj. V misijonih ne gre brez molitve in Jezusovi misionarji so nam bili velik zgled in močna duhovna opora na naši misijonski poti. Zdaj, če se vrnemo v Indijo, gre za kulturno, tudi versko precej drugačno državo. Kako jo doživljate in se vaš pogled na njo z leti kaj spremenil? Ja, Bogu sem resnično hvaležna za privilegij, da sem lahko izkusila tako raznoliko deželo, kot je Indija, prav v vseh pogledih. Naj bo to v raznolikosti številnih jezikov, etničnih skupin, verskih praks, načina življenja. Ko se učimo inkulturacije, Indija res je ena velika nedokončana šola, ko se človek lahko vsakič nauči in spozna nekaj novega. Človek se v tej raznolikosti res uči sprejemanja drugačnosti na vsakem koraku. Mesto Kalkuta, da je rečejo po novem Kolkata, je v tem pogledu res dober primer neskončnega učenja in prilagajanja vseh raznolikostih in posebnostih, ki jo lahko na posebno izkusimo na vsakem koraku z vsemi čuti. V Indiji je delovala tudi ustanoviteljica reda misijonark ljubezni ter svetnica Mati Terezija, ki je prejela Nobelovo nagrado, bila pokopana z državniškimi častmi. Vi ste videli sadove njenega dela z najrevnejšimi, kako ste ga doživljali? Dan mi je bil ta privilegij, da sem se osebno srečala z veliko svetnico Mati Terezijo, ustanovljica red misijonark ljubezni. Njihova materna hiša se nahaja v Kolkati, to je Zahodna Bengalija, kamor se vsako leto zgrinja veliko število mladih prostovoljcev iz celega sveta. Misijonarke ljubezni skrbijo v Kolkati za najbolj uboge in jim več kot 7 centrih po celem mestu vedno z veseljem priskočijo mladi prostovoljci. V visoki poletni sezoni se jih zbere več kot 200 prostovoljcev v enem samem dnevu. Vsako jutro pa se vsi prostovoljci zberajo na jutranji sveti maši ob 6. uri pri skupni božji daritvi, kjer prejmejo moč za svoje poslanstvo za delo med najbolj ubogimi. To še danes pritegne številno mlade, ki iščejo svoj smisel življenja. Delo svete Mati Terezije še močno živi v Indiji, saj danes njene sestre dvigajo dostojanstvo najbolj ubogim, ne glede na to, kateri kasti pripadajo,
Kastni sistem ne dopušča prehajanje z nižje v višjo kasto, ker je v ozadju filozofija determiniranosti, se pravi, da ni možnosti prehoda. Sveta mati Terezija je bila takrat večkrat napadena, da hindujcem ruši kastni sistem, ko ljudem vrača in dviga osnovno človeško dostojanstvo. Grob velike svetnice je vsak dan obiskan strani številnih romarjev od blizu in daleč, in ne glede na versko pripadnost se ji pridejo pokloniti tako hindujci, muslimani, budisti, kristjani in tudi drugače verujoči. Številnim je sveta mati Terezija klic: pridi, bodi moja luč. Zdaj ljudje, ki prvič obiščejo Indijo, praviloma doživijo nek kulturni šok, doživijo tudi drugačne higienske razmere. Kako je bilo pri vas s tem? Ja, priletela sem v Indijo, v mesto Mumbai, in zlahka opazila, da je to čisto drug svet, poln kontrastov, raznolikosti in drugačnosti. Najbolj me je šokiral ta razkorak med bogatimi in revnimi, ki je bil očiten že na vsakem koraku. Naprimer, v samem centru mesta Mumbaja je mimoidoči lahko opazil številčno družino, naprimer, ki si ustvarja skromen domek na pločniku pokritem s polivinilom in na drugi strani zgradbe po zahodni modi s ponudbo izberi, kar želiš, seveda, če imaš denar. Na ulicah so za belci tekali otroci, ki so jim predstavljali potujočo banko, ki ti lahko ponudijo dolarje ali pa marke, pa še kakšno bolj konvertibilno valuto, zdaj že po novem tudi evre. Naslednja kulturna razlika je bila zame zelo zanimiva: navaditi se prati vse na roke, vsak dan spiti vsaj 6 litrov vode, dnevno preoblačenje, umazane ulice, smog zaradi obilnega prometa. Ja, brez prebavnih motenj pa v Indiji ne gre. Prvi dan sem dobila prebavne motnje, ki jih po moji razlagi povzroča predvsem oporečna voda, ki jo je potrebno najprej prekuhati in nato še prefiltrirati, in vse skupaj še ne zadostuje naši evropski črevesni flori. Kot primer naj navedem, za potrebe na WC-ju se v Indiji ne uporablja toaletnega papirja, seveda tisti, ki so pač premožni, si to lahko privoščijo zdaj po novem, vendar je voda tista, kar je bolj higienično in bolj preprosto. Prebivalstvo Indije se giblje pri 2,5 milijardi ljudi, gre za izjemno veliko državo s številnimi uradnimi jeziki in še bistveno več narečij, tudi družbeno zelo razslojeno. Kako deluje takšna družba, država? Indija je po številu prebivalstva že prehitela Kitajsko, saj šteje po novem že več kot 1,4 milijarde prebivalcev. Kot bivša angleška kolonija je uvedla stare metode funkcioniranja dežele, kjer so močno prisotni korupcija, klientelizem, nepotizem in tako naprej. V Indiji je na oblasti že drugič izvoljen BJP, to je hindujska fundamentalistična stranka, ki na zelo prefinen način preganja vse, kar ni hindujsko. Tudi šolski sistem je vedno bolj obarvan s hindujsko filozofijo, ki celo v šolah najmanj enkrat letno zahteva praznovanje joge, ki jo morajo vsi izvajati v posamezni šoli in napisati celo poročilo o sami realizaciji praznika. To delajo vse šole, ne glede na to, so katoliške, so privatne ali so državne. Lansko leto nas je v Sloveniji obiskal en indijski škof, dolgoletni prijatelj slovenskih prostovoljcev, in nam povedal, da tudi on pripada BJP stranki, ki zanj pomeni Bring Jesus to people, pomeni prinesi Jezusa ljudem. Čeprav naj bi se oblasti trudile odpraviti ta kastni sistem, bodo zdaj prvič po letu 1931 prebivalce spet preštevali po kastah. Kako ste občutili te družbene delitve, razlike in opažate kakšne spremembe na tem področju? Ja, jaz razumem hinduizem kot način življenja. Se pravi, kdor zapusti hindujsko religijo, je na nek način izključen iz družbe, in ravno iz tega razloga je Indija morda enkraten primer, kjer se krščanstvo ni razvilo. Pa še tisti, ki so prestopili v krščanstvo, ohranijo kastni sistem, obvezno dota, to pomeni, da oče mora kupiti hčerki moža, pa se do poganskih praks, to so predvsem ohranja po vaseh, kjer je bilo čarovništvo, naprimer, vsakdanja praksa. Recimo, preprosti ljudje gojijo tipične krščanske vrednote, kot je vzdrževanje družine kot skupnosti, medsebojna pomoč in solidarnost, spoštovanje zakona, čistost pred zakonom, recimo to imajo ta kastijsko pleme na severovzhodnem delu Indije zelo odprto, potem gostoljubnost in tako naprej. Se pravi, plemena na severovzhodnem delu, saj po moji oceni v sebi nosijo krščanske vrednote, ki jih pa ne imenujejo tako. Tudi za ta severovzhodni del je značilno, da so tamkajšnja plemena z lahkoto sprejela krščanstvo, ravno zaradi tega, ker so že v osnovi verovali v enega Boga, monoteisti, in so njihove vrednote recimo poistovetili s krščanskimi. Zaradi tega se je tudi krščanstvo v teh predelih zelo močno razvilo in imajo nekje v določenih državicah že po 80% prisotnost teh kristjanov.
Nekoliko drugačna je tudi vloga žensk, odnos do deklic. Kako ste jo vi doživeli? Da so ženske zatirane v Indiji, sem vedela že pred odhodom, kar sem pa uspela videti na lastne oči, je bilo skoraj res težko verjeti. Enkrat sem v državici Bihar z eno medicinsko sestro obiskala eno kliniko za sterilizacijo žensk. Klinika se je nahajala v neki res enonadstropni hiši v mestecu, kjer so ženske ležale v pajčevinasti operacijski sobi, preprosto kar na tleh in čakale na operacijo in da jim zavežejo ovarje, jajčnike. Večkrat so ženske preprosto umrle, ker ni bilo ustreznih higienskih pogojev. Ta španska misionarka je imela po več kot 45 vaseh sodelavke, ki so ji pomagale opismenjevati ženske, jim dajati osnovno izobrazbo in celo ponuditi poklicno izobraževanje, da bi jim lahko na ta način vrnili njihovo dostojanstvo in možnost preživetja zase in za otroke. Sestre so vodile tudi bolnišnico za tuberkulozne bolnike, imele dispanzer za žene ter vodile ambulanto za najbolj uboge med ubogimi. Krščanski misionarji torej pomagajo vračati ženski njeno dostojanstvo, ki ga je zaupal stvarnik s številnimi projekti in programi po mestih in vaseh, kjer so res najbolj ubogi. Ko si daljše obdobje v neki državi, se moraš navaditi tudi na lokalno kulinariko. V Indiji so dodaten izziv, kot smo omenila, tudi slabše higienske razmere. Ste bili pripravljeni na to in kako ste pozneje sprejeli to drugačno kuhinjo? Ja, že od otroških let nekako nimam težav z raznoliko prehrano. Indijska hrana je zelo sicer preprosta. Riž 3-krat na dan, omaka iz leče in različne priloge, kot so zelenjava, mesna, ribja in tako naprej. Vse pri nas na vasi smo imeli za zajtrk čapate, to je nekvašen kruh in riž, včasih potem še kakšno banano in ta njihov tipični indijski čaj. Potem prehrana na podeželju je še bolj odvisna od vseh pridelkov, ki jih nudi narava in vrt. To pomeni, da je zelo skromno, ampak se da preživeti. Tako človek ugotovi, da lahko zelo s preprostim prehranjevanjem tudi preživi v Indiji. Kot sem že prej omenila, se voda vedno prekuha in prefiltrira, da je to lahko se doseže evropski standard za naše želočke. Hrana na ulici se je bolje izogibati. S prostovoljci smo pa imeli vedno privilegij, da so naši gostitelji res lepo skrbeli za nas, tudi za našo prehrano in daj nam pripravili tudi kakšno presenečenje, recimo kakšno evropsko jed. Recimo v enem primeru se je zgodilo, da je bil en prostovoljc v 14 dneh tako v bistvu osebno, bom rekla, imel osebno izkušnjo, da je 10 kil skušal v 14 dneh in smo potem rekli, da je pogrešal to evropsko prehrano, ker je pač bolj mesna, kakor pa indijska, ki je bolj zelenjavna. Oddaja se približuje koncu, pa morda za konec še vaša misel. Ja, na misel mi prihaja misel našega velikega svetnika Janeza Pavla II., ki pravi takole: ko srečamo Kristusa in sprejemamo njegov evangelij, se naše življenje spremeni in nas priganja, da tudi drugim posredujemo svojo izkušnjo. Cerkev potrebuje pristne pričevalce za novo evangelizacijo, može in žene, katerih življenje bo preoblikovalo srečanje s Kristusom, može in žene, ki bodo znali posredovati to izkušnjo drugim. Laiška misionarka Marija Leskovec, najlepša hvala za ta pogovor. Ja, hvala tudi vam. To je bilo v današnji oddaji vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radia Ognjišče, sicer pa lep pozdrav do prihodnjič. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko. Z ljudmi na pot.